Ali bodo neplačani davki potopili Alukomen Holding? Finančna uprava ne pozna milosti. Večino strojev so danes že razstavili, popoldne je bil v pogonu le eden. Delavci končujejo, hvala Bogu so nam pustili vsaj, da končajo eno operacijo, enih oken, ki jih moramo ta teden peljati v München in ne vem, kako bomo to uspeli. Linija je namreč prodana in danes je kupec iz Avstrije prišel iskat. Stala ga je 146 000 evrov, v Komnu pa so zanjo pred 3 leti istemu Avstrijcu odšteli 800 000 evrov. Ta, ki nam je to prodal, se je tudi na tej dražbi pojavil, vendar je nekdo drug kupil in po njegovih besedah naj bi bilo to za tega istega, ki nam je to prodal. Krivec za težave v Komnu je država oziroma vlada, ki komenski družbi že 3 leta dolguje plačilo za opravljeno delo v sosedski Dunajski Kristali. To pa je z obrestmi vred 3,5 milijona evrov. Namesto, da bi država prišla naproti, pa vidimo, da bo spet ena firma, zadnja firma, ki je tu v Komnu, šla v stečaj. Danes rubijo tukaj neupravičeno, po mojem mnenju. Če mi pridemo do tega denarja, ki nam ga država dolžna, mi nismo dolžni nobenemu nič. Ne bankam, ne dobaviteljem, ne Dursu. Za preživetje bi zadostovalo 500 milijona evrov, s katerimi bi obnovili staro linijo. V Komnu imajo namreč plačana naročila do konca leta. Danes je še slišati hrup strojev v komenski delavnici, kaj pa jutri? Upajmo, da naročilo, ki ga delavci v teh dneh končujejo, ne bo zadnje. Da je vsa situacija še bolj absurdna, so včeraj prijeli sklep sodišča, s katerim je postal predlog poenostavljene prisilne poravnave pravnomočen. Koliko časa se bodo pristojni v državi še obnašali, kot da se jih problem ne tiče?